Želim ti povedati danes o pravzaprav dveh najbolj zaželenih izdelkih, ko pride do eteričnih olj pri doTERRA, ki so certificirana in testirana. Torej, peppermint je poprova meta in wild orange je sladka pomaranča. Na hitro, kaj pravzaprav obožujem pri enem in drugem. Recimo, moj najpogostejši način uporabe poprove mete je kot oblika eterične kave, sploh v popoldnevih ali pa na dolgi vožnji, ko ne smem več piti kave, želim pa ta učinek, brez izziva, da potem zvečer zaspim. Tako da si nerečeno kanem v roke, ker ne želim stvari rečeno, zato ker želim, da čim bolj izhlapeva, ker počasi zaprem oči, počasi vdihujem to čez nos in pri tem skozi enohalni živec to vstopa v limbični del možganov, kjer pač mi to podpira, tako kot želim, trenutno čustvo fokusa, zbranosti, jasnih misli. In to kar v 20 sekundah, oziroma že takoj čutiš ta hlad, potem pa nadaljujem, da naredim čašico in zadevo spijem. Tako da posrkam aromo poprove mete iz tele čaše, ki jo naredim iz dlani. In dobim to še res kot en tako ogromen osvežilen val še v spodnji del oziroma spodnja dihala. In vse skupaj, kar mi ostane, namažem še na zatilje, tako pridem tudi najbližje zunanjega dela limbičnemu delu možganov in preostanek velikokrat dam še takole v konice las in imam prenosni difuzor na svojih konicah las, kar vedno s seboj. Poprova meta je drugače odlična za odpiranje dihal, za lažje dihanje, tako da velikokrat lahko to narediš tudi pred športanjem, če želiš večji performance. Potem na drugi strani to lahko narediš takrat, ko je pohotna cvetoča narava, zato da se ti stvari odprejo in da nimaš kakšnih izzivov v očeh, v nosu, v dihalih, na koži pri tem. Je pa odlična tudi poleg tega, da podpira dihala tudi za prebavila. Kot zanimivost pa ti povem še enkrat, prebavila so močno povezana tudi s našimi možgani in ko imaš občutek, da ti gre nekaj močno v nos in ti ni všeč situacija ali oseba, takrat se ponovadi tudi pojavi izreden izziv v predelu sinusov, kot čustveni izvor. Takrat lahko rečeno namažeš poprovo meto v predel popka in v predel trebuha v smeri urnega kazalca, da si te stvari podpreš, hkrati pa s tem podpiraš tudi prebavila, naše druge možgane. Tako da velikokrat čustva doživljamo skozi prebavila, je pa drugače poprova meta na ta način, ki sem tega opisala, torej rečeno v smeri urnega kazalca na predelu trebuha, odlična tudi za podporo pri zelo ovinkasti cesti in če ti to predstavlja izzive, lahko daš tudi na kosem vate in to vtakneš v ta sistem za prezračevanje v avtu. In hkrati še dviguješ fokus, pa nekomu, ki mu ta pot ni ravno najljubša, potem tudi olajšaš vse te težave in izzive. Tako da močno priporočam tudi pri ženskih telesnih izzivih s temperaturo, perimenopavza, mislim, da vam je jasno, v katero smer grem. Tako da si lahko narediš pršilko za poletni čas ali pa enostavno, če težko prenašaš vročino, da zapreš oči in si s tisto pršilko poleti osvežiš. Lahko narediš rolon, zdaj če vse te recepte rabiš, mi zapiši spodaj, pa ti jih podelim. Kaj zelo rada delam? Poprovo meto uporabljam tudi v kulinariki in sicer za After Eight čokolatine, pralineje. Potem poznam super recept za čokoladni peppermint fudge. Pa še kaj bi se našla. Tako da napiši mi, katere recepte zanima, pa ti ga podelim. Pa gremo še na pomarančko. Pomarančka res v našem domu največkrat najde mesto in tudi danes zjutraj v prosenih palačinkah, oziroma kakršnikoli peki, tako da tudi navadnih palačinkah, ameriških palačinkah damo to krvo maso, oziroma na drugi strani to velikokrat dodajamo tudi v tortne namaze, v pecivo, preden se speče v testo. Ogromno načinov, brez tega enostavno ne zmoremo. Velikokrat sem to vzela tudi, ko sem vedela, da je bil bolj izziva poln dan v šoli za deklici. Sem si na podoben način kot s poprovo meto naredila s tem tudi prenosni difuzor. Najprej sebe centrirala, si namazala to na solarni pleksus, da sem se mogoče bolj tudi jaz napolnila svetlobo, ker sem vedela, da bo mamin objem in še potem dodatna energija še bolj podprla moje deklici. In si to namazala tudi gor, ker z objemom sem hkrati objela tudi z aromo pomaranče, ki dviga pozitivne misli tudi svoji deklici. To se mi zdi ena taka luštna stvar, sploh v vrtcu nam je velikokrat prav prišlo, ali pa na drugi strani, takrat, ko jima niso bili ljubi dnevi, tudi v šoli. Drugače pa pomaranča res odlično se poda kusamo v difuzorju. Ravno v tem primeru ti priporočam, da kaneš 3 kapljice pomaranče, 1 kapljico mete. Če imaš prostor večji kot 20 kvadratov,
podvoji število kapljic in dobiš dejansko res eno tako lepo poletno mešanico. Kot zanimivost, to mešanico uporabljajo tudi večinoma trgovine, saloni, ker želijo dvigati ne samo dobro razpoloženje stranke, tistega, ki vadi ali ki kupuje, ampak hkrati tudi posledično s kakšnim senzoričnim, dodatnim kreiranjem še z glasbo in z ostalim, pa s prijazno in lepo besedo, srčnostjo, tudi višjo prodajo oziroma višje nakupe. Tako da to je en tak zimzeleni doTERRA mišung in kombinacija poprometa pomaranča ne je odlična samo za poletje, ampak dejansko za vse dni v letu. Če te kakšen recept zanima, spiši spodaj, pa se slišiva.